Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji domačega prvenstva še iz Murske Sobote, kjer se počasi polnijo tribune Fazanerije. Tule vidite tudi del tribune, kjer so najzvestejši navijači Mure. Pred nami je torej zadnja tekma v tem 9. krogu, kot lahko vidite, pa ne samo zadnja tekma v tem 9. krogu. Bobičanec, ki žoge ni najbolje zadev, to da ta je znova prišla do Šrolerja. Tole je Šroler, tole je nevarna podaja, Moris skače, Moris potem in krasen zadetek! Krasen zadetek Murinega branilca v 3. minuti srečanja. Atraktiven strel je bil to, drugi poizkus, najprej z glavo in nato še izjemen odziv. Golubović je bil tule nemočen in natančno takšen začetek, kakršnega so si Muraši želeli, se je zdaj dejansko tudi zgodil. Po Šrolerjevi podaji si je potem tule z glavo, kot boste videli še enkrat, za dosego zadetka. Šimčak zdaj že v kampskem prostoru, pravočasno Kaj Cipot, pa Šimčak še enkrat pred vrata. Vešner Tičić strelja, odbija Obradović in potem tudi lovi to žogo Matko Obradović. Luka Bobičanec, ki je v tej sezoni torej eno 11 metrovko zapravil, eno pa izkoristil. Poglejmo, kako bo zdaj. Bobičanec strelja in še ena zapravljena 11 metrovka Luke Bobičanca. V letih, kar se nogometa tiče, Koreja zdaj išče prostor za podajo. Krasna priložnost in prečka se trese v Murski Soboti. Mislim, da je bil Jaša Ragić zdaj sam pred vrati. Preobrati so nekako zaščitni znak tega 9. kroga, z izjemo današnje tekme med Bravom in Mariborom. Tole je zdaj nova priložnost za Jaša Ragića. Jaša Ragić in še enkrat je stresel okvir vrat Anis Jaša Ragić. Ter spredaj Bobičanec in Daku. Vešner Tičić zdaj podaja pred vrata, izenačenje. Izenačenje, Bedel Suđi je strelec po podaji Luke Vešnerja Tičića ob izteku 2. minute drugega polčasa. Tako kot se je tekma začela, se je nadaljeval tudi drugi polčas, torej s kodnim zadetkom pred očmi Black Gringosov, ampak tokrat se leti gola niso razveselili, kajti Koprčani so takole prišli do izenačenja. Oselec. Zdaj Koprčano po levi strani, tule zdaj Osuči, predtem Jaša Ragić, pa zdaj Kotnik strelja, vratnica! Že videli eno zapravljeno, najstrožjo kazen, kaj pa tokrat, zdaj pa v prazno še Kotnik. Luka Bobičanec, Bobičanec proti bližnji vratnici, 2-1. 2-1 za Muro. Strelec je izkušeni Balažic. Veselje Murinih navijačev. Oselec. Koreja. Suđi, Vešner Tičić, močno, veliko dela za Matka Obradovića. Bobičanec je odbil, pa zdaj Kuzmić pošilja žogo v protinapad. Tole je priložnost, toda Tio Cipot je malce pozabil na žogo. Še lahko nevarno, znova Tio Cipot, vratnica, pa Daku, ki strelja in potem obramba Golubovića. Zoran Zeljković, verjamem, da nikoli ni lahko sprejeti poraz, ampak verjetno je pa še teže, ko 3-krat zadeneš okvir nasprotnikovih vrat, zapraviš še najstrožjo kazen, verjetno takrat še toliko težje. Ja, tako kot ste rekli, nek nogometni moment ni bil danes na naši strani. Pač dobili ta 2 gola iz 2 prekinitev in prekinitve so sestavni del nogometa in nimam kaj kot čestitati Muri za zmago.
Zdaj seveda se strinjamo, da poraz nikoli ni dobrodošel, ampak vseeno, če primerjamo prejšnjo in današnjo tekmo, je bilo pri Kopru vendarle čutiti neko povsem drugo vnemo. Ja, strinjam se. Naša energija je bila danes prava, se pravi na eno postavljeno obrambo, smo si preigrali ogromno priložnosti, bili dokaj dobri v polju, ampak tako, kot sem rekel, v prekinitvah smo bili zelo slabi in bili zato kaznovani. Zdaj boste odprli naslednji krog državnega prvenstva, odhajate v Sežano, kakšna so pričakovanja, verjetno povezana vendarle z osvojitvijo točk? Ja, vsako tekmo gremo mi na zmago, se pravi, tudi dan se nismo branili, igrali napadalno, to je neka naša smer, ki bomo ustrajali, verjamem pa, da če bomo tako nadaljevali, nekatere stvari popravljali, da bo prišla tudi točke. Hvala lepa. Damir Čantala, najprej iskrene čestitke za zmago 2-1. Koliko se vam je danes po osvojitvi vseh 3 točk odvalil kamen od srca? Najprej hvala za čestitke, ja seveda res se nam vsem se je odvalil kamen od srca in igralcem, strokovnemu štabu, vodstvu. Imeli smo dober vod sezono, dobro smo igrali, ampak nikako nismo malenko sreče imeli, da bi zbrali več točk. Seveda pritiski so se stopnjevali, ni enostavno igrati pod tem pritiskom. Danes je bila pomembna samo zmaga, ne pa način, na kakšen bomo do zmage prišli. No in danes je bil ta športni moment, to je omenjal že Zoran Zeljković, danes le na vaši strani. Tekmec je, ne glede na to, da ste eni in drugi zapravili še kar nekaj priložnosti, vendarle 3-krat zadev okvir vrat, tudi tako kot vi zapravil najstrožjo kazen. Se strinjam, Koper je odigral odlično tekmo, mogoče podobno kot smo mi nekatere, pa nismo zmagali, se je njim to danes zgodilo. Od vseh ekip, s katerimi smo do sedaj igrali, oziroma v bistvu smo vsako enkrat igrali, so nas najbolj prisilili, da smo se mogli braniti veliko časa, tako da odlično, res. Če bi imeli danes oni malo sreče, bi lahko danes oni zmagali. Danes je pač ta sreča, ki nam je zmanjkala na vodnih tekmah, bila naklonjena in tudi temu se moramo zahvaliti. Ampak na koncu smo se izborili, borili smo se in za Muro se je vedno treba boriti, dati energijo več, potem imaš na svoji strani navijače in potem te tudi malo sreča še spremlja. Ja, in zagotovo boste imeli veliko število navijačev tudi na naslednji tekmi državnega prvenstva, kajti prihaja Olimpija, to je za Muro, verjamem, vselej neka posebna tekma. Tako se strinjam, to je vedno derbi, ki privabi ogromno število gledalcev. Pripričan sem, da je današnja zmaga najboljše povabilo in da bo stadion zopet poln in s podporo navijačev imamo možnosti tudi na naslednji tekmi. Luka Šušnar, verjamem, da se nikoli ni prav lahko seveda soočiti s porazom, ampak danes me v prvi vrsti zanima, glede na to, da ste se vrnili po kar neugodni poškodbi roke, tudi to, kako se je bilo danes vrniti nenazadnje tudi v Fazaneriju, ker ste nekako pustili za zdaj najlepša nogometna leta. Vrnitev je bila, ni bila lih po pričakovanjih, saj smo izgubili, ampak počutim se v redu, tukaj sem se vedno dobro počutil in malo je preveč okusa, ker nismo zmagali, ampak to je nogomet. Zdaj Koper je nanizal 2 zaporedna poraza, kar se tej ekipi zelo redko dogaja. Zdaj odhajate v Sežano, verjetno računate na to, da bi se tale črn niz kaj hitro prekinil. Ja, definitivno moramo stopiti skupaj in dobro analizirati našo igro, kajti, kot smo videli na prekinitvah, nismo dovolj koncentrirani, dobili 2 gola iz prekinitev, izgubili, tako da v Sežano ne gremo nič po drugega, kot po zmago. Gregor Balažic, čestitke, ne samo za zmago, ampak danes ste zabili prvega za Muro v, bom rekel, zrelih nogometnih letih. Koliko lepše je slaviti zmago, še posebej na takšen način ob vašem zadetku v zaključku. Hvala za čestitke. Ja, seveda, za mene je zelo pomemben gol. Mislim, delal sem na tem, tudi na treningi sem si želel, da ga zabijem pred domačim občinstvom. Mislim, ni pa lepšega, kot dati pravim pred domačim občinstvom in zmagoviti gol. Tako da pravim, izredno sem zadovoljen in srečen, da smo danes tudi zmagali. Dejali ste, da ste veliko delali, vaš povratek je bil kar težak, verjetno se je bilo najprej potrebno tudi pripraviti, pa nekaj težav s poškodbami je bilo, ampak danes se je verjetno vse skupaj poplačalo.
Ja, mislim, čez celotno kariero se, mislim, po teh letih že pozna, ne, mislim, toliko igranja nogometa. Mislim, ampak sem že čist navajen celo kariero, da me nekaj zateguje. Tako da mi je to čist normalno, da igra z neko bolečino. Mislim, dajem vse za Murin dres, mislim, tu sem rojen, tu sem postal nogometaš, tako da upam, da me bo zdravje naprej služilo in da bom še lahko igral. Koliko se zdaj veselite naslednjega obračuna, ko bo verjetno Fazanerija povsem polna, kaj ti prihaja Olimpija? Ja, to so zmeraj dobre tekme. Upam, da bo prišlo večje število gledalcev, kot je bilo danes. Sicer jih ob tej priložnosti tudi pozivam, da pridejo. Sigurno bo to praznik nogometa v Prekmurju in upam, da bo tudi 3 točke ostale doma. Najlepša hvala za pogovor. Hvala.